Pomlad je čas, ko lahko nekaj storimo za sobne rastline. Verjetno jih imamo kar nekaj doma in ravno v tem obdobju je potrebno rastline presaditi. Kako presaditi rastline, kako prepoznamo rastline, kdaj jih je potrebno presaditi in kakšne lončke moramo uporabiti, bomo sedaj pogledali. Namreč pri samih lončkih, pri izbiri ločimo lončke, ki so lahko glineni ali pa plastični. Zdaj, oboji lončki so dobri, vendar moramo paziti predvsem po tem, kako se rastline zalivajo. Glineni lončki so bolj naravni, rastline rastejo, vendar korenine se zaradi same specifike gline, ki se pač napije vode, lahko tu presesajo in ko izlončimo rastlino, ob presajanju pazimo na to. Če imamo rastline v glinenem lončku, enostavno potrkamo z lončkom ob podlago, tako da se rastlina rahlo premakne in na to rastlino pazimo, da jo lepo razlončimo. Če pa imamo lončke plastične, potem teh problemov nimamo, namreč korenine enakomerno se razrastejo po celem substratu, se ne primejo samega lončka, vendar imamo pa potem drugačen problem. Namreč pri glinenem lončku, ko je rastlina zalita, lahko sledimo nivoju vode, glede na to, do koder se pač glina napije in postane bolj temnejša. Medtem ko pri plastičnem lončku tega ne vemo in če imamo mi rastlino v plastičnem lončku in v nekem lončku, ki je še okrasen, potem se lahko zgodi, da je rastlina preveč v vodi, kar pa seveda pomeni, da zastajanje vode povzroči gnilobo korenin. Pa si poglejmo. Tu imam primerek zamije, ki je v tem plastičnem okrasnem lončku. Resno vidimo, da je ta zamija potrebna presajanja. Prej smo se pogovarjali, kako prepoznamo rastlino, da je sama lonček prerasla. Tu vidimo, da je praktično ta plastičen lonček že deformiran. Resnično je rastlina prerasla, korenine so razrasle po celem lončku, hkrati pa vidimo, da so korenine zrasle tudi na dnu lončka. In ravno tu se je pojavil tudi ta problem, da smo imeli rastlino v okrasnem lončku, voda je zastajala v lončku in spodnje korenine so praktično odgnile. So preperele in ne pijejo več vode, se pravi, ne opravljajo več svoje funkcije. V tem primeru, ko imamo pač takole plastičen lonček, bomo najbolj enostavno naredili, da bomo lonček takole razrezali in s tem bomo najmanj poškodovali samo rastlino. Potem bomo še z ostrim nožem, namreč če uporabljamo oster nož pri rezanju korenin, potem naredimo ostro rano, korenin ne razceframo, kar pomeni, da je površina rane manjša in zato je tudi manjša možnost okužbe. Samo rastlino smo izlončili, kot vidimo, so res korenine popolnoma prerasle cel lonček in tu vidimo zdrave korenine, medtem ko tu spodaj so bile korenine, ki so bile gnile. Vidimo, da so temne in da ne opravljajo svoje funkcije. Torej te korenine odstranimo in odstranimo tudi tu v notranjosti korenine, ki so gnile. Hkrati pogledamo, če je potrebno kakšno korenino še odrezati in to naredimo z ostrim nožem. Če pogledamo velikost lončka, vidimo, da moramo res zasajati samo v eno številko večji lonček, namreč ta lonček, ki ga imamo pripravljenega, glinen lonček, je ravno prav velik, namreč tudi glede višine je seveda nekoliko večji, tako bomo lahko res poskrbeli, da bo rastlina normalno rastla. Za boljšo drenažo bomo dali nekaj lahko lubja, lahko pa damo tudi nekaj kamenja, namreč ne pozabiti, da mora biti luknjica nemotena, se pravi, ne smemo jo zastreti, tako da voda nemoteno, pač ko zalijemo rastlino, nemoteno se odcedi iz samega lončka.
Na dnu imamo drenažo in sedaj damo še nekaj same zemlje. Substrat naj bo, kot je v tem primeru, rahel, potem ima tudi nekaj delcev, se pravi nekaj kamenja in pa nekaj stiroporja, zaradi tega, da je boljša struktura, tudi nekaj humusa, tako da je pač res pravi substrat in hranilen za samo rastlino. Ko imamo rastlino takole, jo rahlo malo takole spremo, da korenine damo malček naražen in sedaj naokrog s substratom zapolnimo lonček, s tem, da pazimo, da imamo stik s podlago, kar pomeni, da korenine, ko jih pač zasujemo s substratom, zelo dobro okrog in okrog sam substrat tlačimo, kajti če korenine nimajo dobrega stika s podlago, se pravi s substratom, potem ne morejo ponovno opravljati svoje funkcije. Tolčemo in v tem primeru potem še rastlini damo mogoče kakšno palčko, kakšno oporo in pa seveda jo lahko enostavno nazaj postavimo ali v okrasni lonček ali v kakšen drug potem lonček in rastlina je presajena. Tak substrat uporabljamo pri teh običajnih rastlinah, ki jih imamo, predvsem ko presajamo rastline, pazimo, da rastline ne cvetijo, namreč počakamo, da so zaključile svojo rast in da so še vedno v obdobju mirovanja. Pomlad je čas, ko se rastline začno prebujati in preidejo v svojo fazo rasti, če pa cvetijo, jih pustimo pri miru. Zelo pogosta sobna rastlina je tudi orhideja phalaenopsis. Imamo en primerek tukaj in sicer to rastlino pa moramo drugače presaditi oziroma sploh pogledati, če je potrebna, da se presaja. V tem primeru imamo popolnoma drug substrat in pa drug lonček. Ta rastlina je v domovini v tropskih gozdovih epifit, kar pomeni, da raste v pazduhah vej. Na drevesih ni zajedalec, vendar njene korenine ostanejo prisesalne, se pravi, se pritrdi na samo leseno podlago dreves, hkrati pa postanejo tudi zelene. In v zelenih delih rastlin poteka fotosinteza. Zato imamo tudi lončke, ki so prozorni, hkrati pa moramo paziti, da se voda ne zastaja. Prav te orhideje so izjemno občutljive na zastajanje in na pretirano zalivanje z vodo. Absolutno moramo upoštevati, da uporabimo substrat za orhideje, se pravi, večji del je iz lubja. Če bomo uporabili navaden substrat, kot smo ga prej uporabili pri zamijah, potem začno korenine propadati. Kdaj tako rastlino potem presaditi? Zdaj tukaj vidimo, da je rastlina v zelo slabi kondiciji. Lahko damo ven samega lončka in vidimo, da nekaj ni v redu zaradi tega, ker so sami listi so mlahavi, rastlina nam sporoča pomanjkanje vode. Predvsem lahko slutimo, da gre za gnilobo korenin, namreč ko korenine zgnijejo, potem ne morejo več piti vode. Samo rastlino bomo sedaj presadili, predvsem pa bomo pogledali, kakšne so korenine. Kot vidite, smo po cvetenju pustili zelena cvetna stebla, namreč iz spečih poganjkov lahko ponovno požene ta rastlina same cvetne popke. Kot vidimo, smo pravilno domnevali, namreč rastlina je stala v vodi in so korenine resnično popolnoma odgnile. Vidimo, da se rastlina trudi, da bi pognala zraven še nekaj lepih oziroma zdravih korenin, kot je recimo tale tukajle, pa potem imamo še en del tukaj zdrave korenine, tako da bomo zdaj to koreninsko grudo, ki je popolnoma odgnila, odstranili. Lahko tudi kar s škarjami, zaradi tega, ker pač odstranjujemo samo tiste korenine, ki so odgnile in ne opravljajo svoje funkcije.
Še malo. Ta rastlina je res v slabem stanju. Največkrat lahko rešimo rastlino, če ima vsaj 1/3 koreninske grude v dobri kondiciji. Čeprav ima ta rastlina tako slabe korenine, bomo še vedno poskrbeli za njo. Namreč imamo ustrezen lonček, dali bomo nekaj substrata. In ponovno ne pozabimo, kljub temu, da imamo tak substrat, ki je zračen, da lepo potlačimo. In še vedno bomo poskusili to rastlino rešiti, s tem, da pač zdaj jo bomo dodatno fiksirali, ker njene korenine ne opravljajo svoje funkcije z temi oklejemalnimi palčkami za sama cvetna stebla. Kot vidite, pogledali smo si dva načina, kako rastline presaditi. En način je s klasičnim substratom, se pravi rastline, ki ne cvetijo, lahko sedaj tako presadimo, ne pozabiti ne v prevelike lončke, in pa na drugi strani imamo orhidejo Phalaenopsis, katera potrebuje poseben lonček in poseben substrat. Pokazali smo vam različne načine presajanja in na kaj je potrebno biti pozoren. Torej, veliko užitkov in uspehov ter zelenih prstov!